Ok, lepo pozdravljeni. Tokrat danes z mano moj kolega, gost Marko Pavlišič. Marko, pozdravljen. Lep pozdrav. Sicer treniraš pri meni in pri mojem kolegu Lukatu in delaš deadlifte, dviguješ uteži in tako naprej, krepiš svoje telo. Zdaj sem pa rekla, da bova tudi malo krepila najin pa naših poslušalcev, da boš z nami delil svojo poslansko oziroma parlamentarno politično izkušnjo. Torej, o današnji oddaji bova govorila, kako politika zares deluje, oziroma boš ti predvsem govoril, ker si moram omeniti, torej si bil poslanec 4 leta, ne? Ne, kje pa? 4 leta zdaj nekako pretep tam v kvihte prelagam, ne? Aha. Zdaj je bil pa v bistvu dobro leto pa pol. Seveda, pri nas je težko biti poslanec cel mandat, ne? Sploh zadnjih 12 let ali koliko v bistvu ima noben te sreče. Jaz sem pa tudi v letu nekako na sredi mandata, takrat, ko je vlada Alenke Bratušek zamenjala vlado Janeza Janše, je šel Gregor Virant za ministra in jaz sem kot nadomestni poslanec v Državnem zboru. Kot nadomestni poslanec. Ok, torej, današnja tema, srž najinega pogovora bo, kako politika zares deluje, da ljudje spoznajo, kaj je res in kaj ni in kako bi morda lahko politiko oziroma institucije politike spremenili, da bi bile stvari boljše. Pa bom začel z najbolj znanim, recimo temu najbolj znanim človekom, ki je opisoval politiko, in to je Niccolò Machiavelli. Kaj je on rekel o politiki? In sicer čisto preprosto bom vzel en njegov quote: politika nima povezave z moralo. Daj pa ti to povej, je to res čist druga sfera? Ja, zdaj, ta Machiavellija kar veliko vsi hvalijo. Jaz priznam, da sem šel brati celo njegovo knjigo, pa mislim, da nisem prišel do konca, ne. Saj ne vem, v katero stoletje je pa pasalo to, kar je on pisal? 16. No, mislim, to je zgodna renesansa. O nekih princih je tam pisalo, pa tako. Ja, preporod italijanskih mestnih držav, ja. Zdaj, za politiko po drugi strani pravijo tudi, da je umetnost možnega, ne. Zdaj, jaz nekih teoretičnih izhodišč morale z mojim naravoslovnim znanjem ali pa izobrazbo niti nisem prav dobil, tako da to v bistvu težko primerjam, se pa precej strinjam s tem, da je politika umetnost možnega, ne. Namreč ni ravno, mislim, vsak od nas ima neko svoje mnenje, ima neke svoje nazore, ampak v politiki moramo pa nekako to spraviti na skupni imenovalec, ne. Ne more vsak doseči v celoti svojega, ne more slepo slediti svojim načelom, mislim, lahko slepo sledi svojim načelom, ne, ampak pač ne bo nič dosegel s tem, ne. In zato nekako prej ali slej pristaneš na to, da moraš sprejemati kompromise in to na vseh ravneh, ne. Najprej recimo, če govorimo o strankarski politiki znotraj same stranke, potem pa še stranke med seboj, ne. Ja, pa še čisto na začetku, ne, si še sam s seboj moral sklepati neke kompromise, ne, kar boš sploh rekel, kaj boš zagovarjal, s čim se boš izpostavljal in tako dalje, ne. In zdaj, ja, skozi vso to serijo iskanja nekih kompromisov, ne, se verjetno od tiste začetne, bom rekel, načelnosti ali pa tudi morale, ne, marsikaj že tudi izgubi na poti, ne. Tvoja izkušnja s samo interakcijo z poslanci, s kolegi, tvojimi bivšimi kolegi poslanci, je to res drug svet ljudi, res ljudje, ko pridejo v politiko, postanejo takrat v tistem boju političnem drugačni, torej so v vsakdanjem življenju nekako delujemo kolikor toliko humano z drugim oziroma recimo temu pošteno, ko pa pridemo enkrat na parket politike, se pa začne tisti pritlehen boj za preživetje, za oblast. Je temu res tako ali je to bolj skrivljena slika javnosti? Jaz bi kar rekel, da je to precej bolj izkrivljena slika kot realno. V bistvu sploh ne vem, če bi lahko od katerega kolega poslanca ali pa poslanke iz takratnega časa lahko kaj zelo slabega povedal, ne. V osnovi so to bistveno bolj, bom rekel, boljši ljudje, kot se nekako slikajo kot se jih nekako slika v medijih
ali pa se slika v javnosti. Ne? Pa to velja, bo rekel, ne samo za stran, ki je recimo meni bližja, velja tudi za drugo stran. Ne? Okay. V bistvu je to čisto univerzalno. Res pa je, da so med njimi tudi, bo rekel, par posameznikov, pa bi rekel, ne vem, do 10%, ki pa smajo, bo rekel, ki pa so svojevrstni vapotič, reče temu vaški posebneži. Ne? Pač v vsaki skupini ljudi se najde par njih, ki pač enostavno, če rečem tako, malo bolj prijazno, ne najdeš ustreznega stika z njimi. Ne? In ga zelo težko prenašaš in zelo težko, bo rekel, komuniciraš z njimi. Ne? Koliko pa je dejansko tega komuniciranja, znotraj stranke, to verjamem, da je tega dosti. Koliko pa dejansko komuniciranja z stranjo, ki pa tebi ni ljuba, ampak je tebi čisto nasprotna? To je pa čisto odvisno, to je pa povsem odvisno od posameznika. Ne? Recimo, jaz sem si za dva cilja, nekako sem si zadal v tem času, ko sem bil v Državnem zboru. Ne? In sicer prvi cilj je, da bomo koalicijska pogajanja vsaj enkrat imeli tudi v naših prostorih Državnega zbora. Ne? Znači, tipično to poteka tako, da se koalicija pred vsako sejo nekako uskladi glede tega, kar se bo na odboru ali pa na seji dogajalo. Ne? In ta vsa usklajevanja potekajo v prostorih največje koalicijske stranke. Ne? In jaz sem si pa zadal za cilj, enkrat jih bomo imeli pa pri nas. Ne? In potem, ko je bila neka seja, neka prilika, se nas izkoristili, da ne gremo gor k vam, dajmo pri nas to upraviti, ne, in mi je to uspelo. Ne. Drug cilj, ki sem si ga pa zadal, pa je, da bom enkrat na ta koalicijska usklajevanja spravil tudi predstavnike opozicije. Takrat NSi in SDS-a. In tudi to mi je uspelo. Ne vem točno, kaj je bila tema, ali je bil energetski zakonik ali nekaj podobnega, ampak nekako se je pokazala prilika in sem jih spravil še njih zraven na to usklajevanje. Ne. In NSi, moram priznati, da se je kar dobro ujel zraven. Oni naši koalicijski partnerji so sicer precej čudno gledali, kaj zdaj te počnejo zraven. Ne. SDS-ov pa je bil popolnoma izgubljen. Ne. Ni pa vedel, kaj zdaj, kaj sme, kaj ne sme, čist neko novo okolje je bilo za njim, pa tako dalje. Ne. Tega toliko, recimo, bolj tega, rečemo, formalnega usklajevanja. Drugače sem se pa jaz trudil imeti nekako vsemi relativno dober odnos in sem tudi imel stike in sem šel, bo rekel, kdaj ali na pivo ali pa na kosilo skupaj, tudi s predstavnimi kakšne od drugih strank. Ne. Navezal par stikov, in se pač gojiš, bo rekel, gojiš odnose, seveda s tistimi, s katerimi se nekako bolje razumeš. Ne. Pa imaš kakšnega kolega, tudi dejansko še med bivšimi poslanci, tako da greste še zdaj na pier? Iz tvoje stranke. Ja, ampak bo rekel tako, predvsem ne iz moje stranke. Aha. Pa nima to toliko veze, bo rekel, da je bilo kaj narobe z našimi tam, ampak nekako sem se recimo bolj ujel s kom drugim. Ne. Zanimivo. Pa v njeni. Veš, kaj te še moram vprašati, ker so že glih pri teh človeških odnosih znotraj Državnega zbora. Danes, ne vem, če je bil kakšen trenutek, kot je danes, ko je res takšna razklanost na političnem, na obeh polih. Pa me zanima, a poslanci recimo profila, kot so SDS in Levica, a se kakšen od njih tudi tako, da se dejansko usede tako privat skupaj, pa se kaj pogovarja, grejo na pier. A to obstaja ali se to gledajo zelo grdo? Ker na televiziji izgleda, da se res ne morejo niti videti, da bi se pobili, če ne bi bile kamere prižgane. Kako je to v resnici? A v resnici grejo pa pol, ko se kamere ugasnejo, so pa vsi ho, Ne. Ali ne? Se kar sovražijo ali kako? Mislim, jaz si predstavljam, da kdo iz Levice, pa kdo iz SDS-a, morda se kak posameznik kdaj ki dobi, generalno pa ne. Generalno pa ne, morda, ne vem, gospod Trček, ne, ki je bolj tak, da bi pa morda s kakšnim celo našel kak stik, ne, ampak generalno pa predvsem ni stika, bi rekel, ne. Ne.
Razen, se pa morda najdejo kdo, ki se je že prej poznal, ki prihaja iz istega kraja, potem imaš pa recimo klub poslancev, ne vem, Savinjske regije ali pa primorskih, ne, pa se tam recimo dobijo ali pa se celo morda okoli kakega vprašanja celo uspejo poenotiti, ne. Tako da je pa, mislim, ta razklanost je definitivno zgleda precej večji, kot je v resnici, ne. Okay. Neke hude ljubezni pa prav gotovo ni. To pa ni, ne. Sicer čistko za zraven še me zanima, ker so glih o razklanosti, pa vemo, da pregovorno pravimo, da ni nihče tako razklan, kot smo Slovenci. Kaj poznaš morda v tujini stanje oziroma tam stanje v njihovih parlamentih, so tam kaj manj razklani, so tam kaj manj sovražijo? Veš, Slovenci imamo v sebi zelo, bo neko tako mnenje, da smo nekaj edinstvenega na tem svetu in to na marsikaterem področju, tudi na področju razklanosti. Ampak vendar, mislim, da nizozemski, ali so bili pa danski, liberalci imajo ene, ki so malo bolj levi liberalci, pa ene, ki so malo bolj desni liberalci, ne? Pa skregani so kot psi, pa niti podrazno ne morejo skupaj se zmeniti, da bi recimo šli v vlado, ne? In pa imajo vedno ali bodi si desno, v kateri so desni liberalci, bodi si levo, v kateri so levi liberalci, in med sabo se pa non-stop obkladajo in non-stop skregani. Tako da bi rekel, da je to kar pogosto povsod. No, sicer pa lahko vidimo, kako je zdaj recimo v Ameriki, ne? Pa ne samo v Ameriki, tudi po Evropi že. Ja. Tako da bi rekel, da to nekako prinese ta političen boj, kjer je potrebno polarizirati zato, da pač potegneš na svojo stran, ne? Daj mi povej, torej, ko so glih o teh, da potegneš ljudi v svojo stran, ne? Da vplivaš na ljudi, da nekako poveš svoj prav in da prideš do vpliva, to je cilj, ne, vsake politične stranke. Koliko pa dejansko recimo racionalna, argumentirana razprava, debata, koliko dejansko vpliva v parlamentu? Če ti kot poslanec narediš eno res top debato, podaš fakte vsem poslancem, tudi iz nasprotne strani, a to, kaj upoštevajo, te poslušajo ali imajo to walkie-talkie v ušesih, pa jih ne briga? Lej, nič. Okay, to je bilo eno mojih večjih razočaranj, zato ker nekako jaz verjamem, da je razumno delovanje, pravilno delovanje, ne. Od odraslih oseb v parlamentu, najvišjem institutu. Da pač zadevo pogledaš argumente za, proti in potem se nekako odločaš. Ampak v resnici lahko sem tukaj tudi samokritičen, ne? Pa sam pri sebi probam razmisliti, koliko je pa bilo dejansko, kolikokrat sem se pa premislil na osnovi razprave nekoga v parlamentu, ne? Glede na to, kar sem prej mislil, pa da sem potem zaradi razprave se premislil, ne? In to je bil v bistvu, se spomnim samo en takšen primer. To si se ti premislil. Ja, sem se jaz premislil, pa v bistvu sem nekako poskrbel, da se je premislila pol tudi cela poslanska skupina, se mi zdi, ali pa vsaj večina njih, tako da tisto takrat smo izglasovali ustrezno. Za kakšno vprašanje je pa šlo? Ja, to je šlo tik pred koncem mandata in se je šlo o tem, ali bi uvedbo pavšalnega, mislim, da se je takrat povečalo olajšava za pavšalno obdavčitev iz 75% na 80%, in je takrat poslanec SLS-a, ki je postal potem evropski poslanec, mislim, gospod Bogovič, ne, obrazložil, da je koalicija dala ta predlog samo zato, da odloži uvedbo tega, potem bo pa že itak parlament padel in to ne bo do tretjega branja več nikoli prišlo in ne bo sprejeto, ne. In ko sem jaz to takrat slišal, sem rekel, lej, pa res. In sem pač pokazal tudi našim, dajmo glasovati za njegov predlog in smo potem to izglasovali, ne. Zdaj, ko sem rekel, da sem pokazal, ne, kako se glasuje, lej, to je tudi ena realnost v parlamentu, ki
se morda ne ve. Ne? Ampak recimo na glasovanjih ima vsaka poslanska skupina nekak svoj način, kako pokaže ali pa da navodila, kako se glasuje. Ne? Zdaj, a veš, to ni toliko narobe, ko se zdi, ko jaz to povem. Sej s tem vsak še vedno lahko glasuje, kakor želi, če rečemo po svoji vesti, ne? Ampak moramo se zavedati, da tukaj gre kar za veliko število glasovanj in zdaj lahko, če vsega lih ne poznaš, če si bolj fokusiran na svoje področje, pač določenih stvari ne veš, ne? In ti čisto prav pride kakšna pomoč, kako se tam glasuje. Ne? In recimo Desusovi poslanci so vedno imeli lepo sprintana glasovanja in zraven označeno, kako se glasuje. Ne? Recimo pri SDS-u vodja poslanske skupine vedno lepo kaže proti za. Ne? In pol vsi sledijo. Mislim, sledi tisti, ki želi, ne? Se pravi, ampak kako je načeloma v realnosti, verjetno večinoma sledijo, ne? Ja, večinoma se itek sledi, ampak spet, to sploh ni toliko narobe, kot se zdi. Ja, no, vse to razumem. Zato, ker pač nek red mora biti, ja. Ne, pa se ne gre ne gre samo za red, ampak tu se mora zavedati, da v bistvu znotraj poslanske skupine so se ta vprašanja že prej premlevala in se nekako zmenilo oziroma se je našlo nek konsens, kako se bojo do nekega stališča opredelili, ne? In vsak je imel pravico in možnost pač povedati svoje mnenje, zagovarjati svoje mnenje, ne? Ampak navzven pa potem deluješ enotno, ker enoten si močnejši, ne? In v bistvu s tem si močnejši tudi ti kot posameznik, ne? In lažje, zasleduješ svoje cilje in lažje, dosežeš to, za kar si bil pač izvoljen. Tako da to ni v bistvu čist nič narobe, da so to vrstna navodila, ne? Še vedno se vsak odloča sam, kako bo glasoval. Je pa zanimivo gledati to, no? Ja, zdaj to me zanima, kaj pol stranka naredi s takim, ki pa je črna ovca, ne? Ki pa morda kdaj glasuje čist kontra temu, kar je bil konsens znotraj stranke. Nič. To je tudi ena fama, ne, da zdaj bo pa ne vem, kaj se bo pa zdaj zgodilo, pa gor pa dol. Ne. Jaz vem, recimo, pogosto menjam SDS, ampak SDS je dejansko najbolj organizirana, tako poslanska skupina kot stranka v Sloveniji. Morda stranka se še meri z SD-jem, pri poslanskih skupinah pa ni sploh primerjave. Ne. Tudi tam, če je kdo glasoval proti, če se je zdržal, pa to ni bilo popolnoma nobenih sankcij. Ne. Res pa je, ne, da če bi nekdo... Razen pri pomembnih temah, ne? Kakšne ideološke pomembne teme ali pa kakšne... Pa tudi dvomim, da bi bilo kaj zelo pomembnega. Je pa res, veš, če pa ti večkrat nisi usklajen z stranko, je pa potem vprašanje, če sploh sodiš še not. Tako je. Veš, morda pa sploh ne spadaš not in pa že sam v bistvu tudi odideš, ne? Mislim, ni pa za pričakovati, da bo pa zdaj imel nek poslanec Levice, ne, diametralno različno stališče od stranke Levice in bo vedno glasoval drugače. To je utopično pričakovati. No, se tukaj je pa pol naslednjo zanimivo vprašanje, ne. Se veš, kako pravijo, politics makes strange bedfellows, ne, torej zanimive partnerje, ne, sklepa. Tukaj bi dal mogoče ti vprašanje, zakaj si ti kot liberalec, ne, podprl recimo dvig DDV, kar je tukaj v bistvu vprašanje, ki ga dajem je, kako to, da dostikrat kakšne politične stranke glasujejo proti temu, kar bi ideološko mislili, da bi morali glasovati. Ne. Po domač povem bi si rekli, izdajo volilce. Ne. Kot prvo, ne, jaz DDV-ja nikoli nisem podprl dviga. Res je, da na tistem glasovanju nisem glasoval popolnoma zavestno, ampak podprl ga nisem. Ne. Druga zadeva je bil pa davek na srečke. Tam pa v končni fazi sem glasoval za. Je pa to zanimiva zadeva, ker tukaj sem mu pa od začetka v celoti nasprotoval. In na vsakem koalicijskem usklajevanju smo imeli težke borbe, ker sem jaz stalno govoril ne in ne. Ampak koalicija je šla naprej in potem je šla zadeva na koncu na odboru, sem glasoval lepo proti, sem v poslanski skupini močno pritiskal na to, da naj bomo vsi proti,
so se par njih izjemno prestrašili, kako zdaj, a bomo pa zdaj mi proti koaliciji glasovali in tako dalje. Sem kar močno pritiskal, da treba biti proti temu in tako dalje. Skratka, naredil sem res vse, kar je bilo v moji moči, da bi preprečil to zadevo, in potem je prišlo pač glasovanje v Državnem zboru in pač je bilo izglasovano, ne. Zdaj, nisem šel potem, se ne spomnim, koliko naših je bilo za, nekateri so bili definitivno, koliko jih je bilo proti, koliko sem bil recimo pri tem uspešen. In skratka, jaz sem to bitko izgubil. No, potem pa pride Državni svet, izglasuje veto, in to pomeni ponovno glasovanje, na katerem mora biti pa sprejeto z absolutnim številom glasov, ne. In pride dan pred tem, poslanske skupine se prešteje, koliko glasov jim je na voljo in koliko ne. 2 naši kolegici sta bili takrat na dopustu in so rekli, da jih bojo poklicali z dopusta, zato da se zagotovi absolutno dovolj glasov, ne. No, jaz sem pa takrat sem pa jaz rekel, bitko sem izgubil, ni jih treba klicati nazaj, bom jaz podprl to. Dal sem vse od sebe, izgubil sem tisto bitko, sem rekel, klinc, če bo treba, bojo zagotovili tudi absolutno število glasov, ne. Res ni jih treba klicati z dopusta, bom to jaz podprl. Na koncu je izkazalo, da tudi ne bi rabil, pa bi bilo še vedno dovolj glasov, tudi brez unih, ne. Ampak šlo je v bistvu čisto tako, za eno tako življenjsko odločitev. Pa po drugi strani, vse sem kar veliko takrat vložil v to, da bi zadeva padla, in morda je fajn, da potem pa narediš tudi kak korak nazaj, ne, ker potem morda lažje naslednjič kaj dosežeš, ne. V bistvu, treba znati tudi, pač ko izgubiš bitko, je treba znati tudi to priznati, ne. Ja, razumem. Do konca tam nekaj brcati, pa ne vem, kako vas. Vem povedati, da torej, če si rekel, da v bistvu si bil malo razočaran na tem, da neka racionalna debata v Državnem zboru ne pripelje do nekih uspehov, kje pa se pol v bistvu izmenjujejo ideje, zamisli, neke strokovne evalvacije, ne? A to se pol dogaja znotraj poslanske skupine, ko ste vi kot stranka skupaj tam začrtate vaš načrt, kako boste ideološko, praktično, zakonsko se usmerjevali? Ne. Ne. Glavnina politike oziroma glavnina vsega, kar se dogaja v okviru ministrstev. Parlament je v Sloveniji v veliki meri podvržen temu, da na koncu potrdi v okviru koalicije to, kar vlada pripravi, ne. Vlada pa nekako pripravi to, kar pripravijo ministrstva. Zdaj, tukaj do neke mere imajo predsedniki strank še nekaj vpliva, ne. Morda tudi posamezni pomembni posamezniki v posameznih strankah, tudi poslanci, vodje poslanskih skupin, pa tako dalje, ampak glavnino, bi rekel, odločitev tovrstnih je pa v okviru ministrstva, kjer pa ima, bo rekel, minister več ali manj vpliva ali pa moči, ne. To je pa čisto od njega odvisno, kakor se je to postavil. So pa ministrstva, vlada je kolektivni organ, ne, ampak v resnici so pa ministrstva, vsaj po mojem mnenju, kar precej vgrajeni vrtički, na katerih vrtnarijo pač posamezni ministri, in nekako velja red, da si med sabo ne hodijo v zelje, ne hodijo čez plot in pač vsak dela na svojem področju, ne. Zdaj, verjetno, v neki vladi predsednik vlade malo večjo težo, v kaki drugi malo manj, ne, ampak v glavnem je to. V parlamentu se zelo, zelo malo politike dejansko dogaja. Torej, javnost napačno predstavlja, ne, da v bistvu parlament pripravlja politike in potem jih vlada potrjuje, ne. V bistvu praviš, da v bistvu jih vlada oziroma posamezni ministri, ministrstva, ne, pripravljajo, parlament jih pa potrjuje, ne. Tako. Tudi celotna, bo rekel temu, infrastruktura je temu podvržena, ne. Ministrstva imajo zelo veliko strokovnih sodelavcev, ki so usposobljeni za to, da pripravljajo, ne.
parlament ima tega relativno malo, ne. Sicer, če bi številčno gledali, jih je kar nekaj, ampak so predvsem namenjeni temu, da pripravljajo razna mnenja, stališča in tako dalje, kar potem recimo poslanci preberejo na sejah, ne. Tega je zelo veliko, ne. Ampak se pa ne ukvarjajo preveč za samo vsebino, ne. Razumem te, ja. Tukaj si zanimivo poanto povedal, ne. Pol se te izpostavlja, oziroma se saj meni poraja neko zanimivo vprašanje, a potem sploh imamo demokracijo, je to bolj neke vrste tehnokracija. A veš, ker če v bistvu poslanec, ki je izbran strani ljudstva, itak tudi nima znanja točno, kaj ministrstvo pripravi, on v bistvu samo pol potrjuje, še niti prebere ne tega. V bistvu je to stvar pol pripravil nek tehnokrat, oziroma recimo temu strokovnjak, v narekovajih, z nekega posameznega ministrstva. A je temu tako? V veliki meri je temu tako. Okay. Pa zdaj tudi vprašanje, če se morda celo večini Slovencev to ne zdi tudi čisto v redu, ne. A veš, če gledaš tako, kaj ljudje mislijo, si zelo pogosto mislijo, da naj bi itak morajo strokovnjaki o tem odločati, ne. Recimo zdaj, ko je bila uvedba proti korona ukrepov, kot potem še bolj, ko so te ukrepe sprostili, ne, se je kar veliko v medijih pojavilo mnenje, da zdaj kar vlada bo politično ugotovila, da je konec epidemije, ne. Ja, saj to bi pa morali strokovnjake poslušati, pa strokovnjaki gor, pa strokovnjaki dol, ne. Tako da, veš, morda je ta tehnokracija celo to, kar si večina ljudi želi v Sloveniji, ne. Torej, v bistvu neke vrste imamo izgled, kot da demokracija je, v resnici pa itak tudi praviš, ljudje so dosti, kar se tiče tega, leni, recimo temu, ne želijo zdaj glih odločati o vsaki malenkosti, ne, se tudi sami dostikrat tako pravijo. Ja. Ne, pa daj, se še vedno je to demokracija, ne, ker še vedno se na koncu poslanec odloči, kako bo glasoval, ima vse možnosti, da se pouči o vsakem zakonu, o vsakem predlogu, preštudira sam, preštudira s pomočjo strokovnih sodelavcev. Veš, tako da še vedno je zadnja beseda v bistvu njegova, ne. Tako da ne bi rekel, da je toliko narobe, ko se zdi, ne. Je pa res, da smo skozi čas prišli do tega, da se glavnina zakonodaje pripravlja na vladi, ne. Poslanskih zakonov je izjemno malo, pa še te so bolj kot ne obsojeni na neuspeh, ne. Ok, to je v bistvu dosti zanimiv uvid, pa bi te pol morda vprašal zdaj, kako pa potem demos ljudstvo vpliva lahko na to, da se spremeni neka zadeva. Recimo primer neposredne demokracije so referendumi, ljudske iniciative in podobno. A te stvari uspevajo, a te stvari delujejo? Vemo, da Švica ima tega kar nekaj. Lej, jaz teh Švicarjev res ne razumem, ne, a veš. To, da uspeš na referendumu zavrniti višanje minimalne plače, pa višanje števila dni dopusta. To so res izjemen narod, nekem način. Ja, tako da to je res ne. Mogoče ta neposredna demokracija lahko deluje res samo pri takih zrelih, kako bi rekel, družbah, ne? Ki ne izbirajo samo sladkih bombončkov. Tako. Pri nas to uspeva? Vpliv ljudi, ne, je po mojem ravno tako precenjen kot kakšna druga zadeva, ne, tudi recimo protestov, ne. Dejansko se v zelo mali meri to dotakne poslancev, ki so v Državnem zboru. Zelo velik vpliv imajo mediji, ne. Vem, vsaj takrat je kar par poslanskih kolegov, vsakič, ko je, ne vem, kjer časopis objavljal redne mesečne stanje po strankah, ko kaže kakšni stranki, ne, je potem recimo Han naslednji dan prišel ves zaskrbljen, ne, joj, zdaj nam je pa upadlo in je bil ves, ne vem, je imel takoj, na njega je imelo to recimo zelo velik vpliv, ne. Zdaj, to, da pišeš v Državni zbor neka pisma in tako dalje, tega je
toliko, da po mojem zelo malo se prebere, ne. Pa tudi če se prebere, ne, kaj pa če s tem v bistvu narediti, ne. Tudi recimo, če greš na pogovor s kakšnim poslancem ali pa kaj takega, jaz dvomim, da ga lahko v bistvu kaj zelo veliko prepričaš to, ne. Tako da tisti, ki znajo vplivati, recimo, in se jim tako reče, recimo lobisti, ne, morajo že uporabiti kakšne druge mehanizme, ne. Verjetno je precej boljše, če probaš neko tretjo linijo uradnikov na nekem ministrstvu prepričati, ne, pa on potem recimo to spravi navzgor, da je potem to postane predlog ministrstva, ne, ali pa ne vem, da predlog zakona čaka v predalu ministra, dokler on ne začuti, da zdaj pa res mora dati nekaj od sebe, zagrabi iz predala in da naprej. Morda boš na ta način več dosegal, kot pa ne vem, z raznimi peticijami, ne. Ker pazi, vsaka peticija ima tudi protipeticijo lahko komot, ne. Ja. Veš, kaj si kaj recimo zanimiv izpostavil, in sicer to lobiranje, ne, ki je tudi v ljudski, recimo temu, modrosti zelo močno usidrano, torej, da je politika polna nekih skritih lobistov, ki vplivajo na vas, na poslance, na ministrstva. Se splača, pa bom te najprej tako vprašal, koliko je tega res, torej koliko so skušali določeni lobiji vplivati na vas ali pa na druge kolege, posamezne kolege, pa a se bolj splača vplivati torej na vas kot poslance, ali se po zdaj mojem razumevanju bolj splača vplivati na nekoga na ministrstvu, ki morda ima več moči? To je enostavno povezano s tem, koliko ima kdo moči, ne. Minister ima neprimerno več kot poslanec, ne, se pravi, če lahko vplivaš na ministra, se to bistveno bolj splača, ne. Če lahko vplivaš na šefa poslanske skupine, se to bistveno bolj splača, kot da vplivaš na posameznega poslanca. Tako da, koliko je bilo tega, par jih je bilo, bi pa rekel... Nate nikoli niso pritisnili? Kakršnikoli? So, seveda. A so? So, seveda. Kako pa to zgleda? Je to tako malo zastrašujoče že? Kakšne ribe dobiš v časopis zavite? Ne. Dobil sem sicer takrat v zvezi za prodajo Mercatorja, sem dobil celo eno grozilno pismo, hujšega pa ni bilo. Drugače pa, imaš tako organizirane lobiste, ne, kjer pridejo predstavniki Karitasa, ne, pa lobirajo za takrat je bil zakon o igrah na srečo, ne, pa smo se malo pogovarjali z njimi, ne. Pa jaz vprašam polja, kako pa, a boste šli tudi k SD-ju, pa k, ne vem, Pozitivni Sloveniji, pa sem rekel, ne, tam bo šel pa Rdeči križ, ne. Pa sem se rekel, se pravi, vi ste si razdelili, Rdeči križ bo šel na leve, Karitas, vi greste pa na desne, ne. Ja, tako, ja. Sem rekel, se pravi, nas ste vi za desno razglasili, ne. Okej, ne, veš, ampak smo se to čisto normalno pogovorili in meni se to nič narobe ne zdi, ne, pač oni so prišli povedati svoje mnenje, ne. Sem pa tudi, bom rekel, doživel eno nespodobno povabilo, kjer je bilo jasno povedano, da je moj glas vreden, ne. Zdaj, se pa takoj pojavi vprašanje, zakaj pa tega ne prijaviš, ne. Razumem, ja. Zato, ker niso amaterji. Okej. Ker ti to ne dajo, to ti ne povejo na ta način, da bi lahko to mirno prijavil, ampak ti povejo, ti to sporočijo preko nekega, rečemo temu, naivnega prijatelja, ne. Okej, to pa je že malo filmsko iz botra scena, ne? Mislim, ni tako hudo, ne, ampak veš... Lahko bi bilo, ne? Gre tukaj za to, ne, da če tako stvar, če bi to, potem spraviš v težave recimo svojega prijatelja ali pa znanca, ki pa dejansko je čisto nedolžen in on sploh ne ve, zakaj gre pri celi zadevi, ne. In dejansko škoda povzroča na njih, hkrati pa ne moreš niti dokazati, kdo je bil, ne. Ja, razumem, znajo delovati tako prikrito, ne.
ne moreš dokazati, kdo je bil, čeprav v bistvu si lahko zelo Sumiš. dobro misliš, kdo je bil, ne? Ampak dokazati pa nikakor ne moreš, a veš. Tako da so vse sorte, ampak se pravim, to je bil en sam primer. Pa to po takih primerih verjetno ne gre glih za kakšne kot so Caritas, ne, ki bi ti ponujali velike zneske. Ne. Tisti, ki pridejo uradno lobirati, če temu tako rečem, ne, tisti seveda ne delajo tega. No. To gre verjetno kaj, za kakšne korporativne interese ali kakšna podjetja, ne, privat interesi. Ne? Ja. Tudi je bil zakon o igrah na srečo. Okay, potem si lahko mislimo. Pri čemer, če jaz prav vem, takrat ga niti mi nismo sprejeli, niti od takrat dalje še ni bil sprejet ali popravljen. Je pa to ena zadeva, ki bi nujno bila potrebna prenove, zato ker dejansko nam ta panoga kar zamira orenk. Pa bi lahko veliko denarja tam od tujcev potegnili, ne? Precej več, kot ga zdaj, recimo, ne. Koliko, ko so že ravno pri teh, recimo temu, umazanih delih politike, ne, bi morda izpostavil čisto po tvojem občutku ali pa izkušnjah, verjamem, da iz tega upam, da nimaš izkušenj, ne, mislim, kot si rekel, jih nimaš, iz teh bolj nasilnih delov, agresivnih. Recimo pred kratkim je bila ministrica, mislim, da Pivčeva, kdo še predno je postala ministrica, no, so ji grozili, nekaj napadli avto in tako naprej. Koliko je takšnih pritiskov na posamezne ministre ali pa, mislim, se to že kaže, da so očitno ministri najbolj izpostavljeni, morda bolje kot poslanci, a ne? Koliko se tega dogaja, oziroma koliko bi se to dogajalo, če bi ministri želeli storiti kaj več, kot pa biti samo tam, ne? Če bi želeli poseči v kakšne, recimo temu, etablirane elitne strukture, ki imajo nekaj finančnih interesov od tega, da država dela tako, kot dela. Misliš, da bi bilo kar zadeva lahko nevarna za kakšnega? Gre stvar tako daleč lahko v politiki? Tudi pri nas? Pa recimo na Slovaškem smo videli, no, se veš, tiste primere, veš, ko so novinarko celo ubili, ne? Bi rekel, da gre lahko. Gre lahko, se pa verjetno velika večina naših politikov močno predtem vstavi, ali pa recimo, da bolj sprejmejo korenček, preden pride palca v igro. Ampak, bom rekel tako, čisto realnih primerov tukaj pa ne poznam. Ja. Ne vem, kdo kaj veliko, ne poznam, da bi bilo kaj. Ne, so pa, se pravim, jaz sem dobil eno grozilno pismo, verjamem, da bolj izpostavljeni so jih dobili več, ne. Zdaj pa, to je zdaj čisto stvar tega, koliko te to prizadene. Vržestira, ja. Že nekdo bo, nekomu nekaj rečeš, tako pa se cel teden ne bo pobral, ne. Tako da to je čisto osebna zadeva, ne. Če mogoče tukaj še malce pokomentirava, kaj pa ti misliš, da ima Slovenija kar dosti takšnih, recimo temu, ali se temu reče strici iz ozadja, kako se temu reče, se ne vem, okostnjakov iz omare ali pa prisesanih institucij, ki jim je v interesu, da je država nekako jih zalaga, bodisi z nekimi zakoni ali pa z nekimi finančnimi sredstvi. Je tega kar dosti se nabralo v Sloveniji, ker ljudje imajo občutek, da je država nekako ugrabljena. Je ta termin pravilen? Ja, to je tako, bo neko zanimivo vprašanje, ne. Recimo, Rado Pezdir, ne, on je zelo veliko preživel v arhivih in je en kup enih dokazov zvlekel na kup, kjer se pač kaže na to, da določene strukture še vedno obvladujejo dele v Sloveniji, ne. Recimo, če pogledamo to sanacijo bank, pa potem predtem, kakšni so bili vzroki za sanacijo bank, tudi tam, ko so bile tiste zaslišanja v okviru Logarjeve komisije in tako dalje, ne,
tudi če pogledaš poročilo te komisije. Ja, definitivno je tu kar nekaj ljudi, ki znajo in izkoriščajo ta sistem in na ta način, bo rekel, probajo vplivati in probajo zadržati to svojo zadevo. Ne nazadnje, jaz se spomnim enega ministra, ko nam je v enem koalicijskem vrhu na Brdu razlagal, da zdaj, ko bo šlo v to po bančni sanaciji, ko je treba malo očistiti tudi ostal prostor, ne, se pravi, da bojo morale žal iti marsikero podjetje v stečaj, ne, da bomo soočeni z pritiski ljudi, ki bodo pač izgubili svoje jahte in ki bojo izgubili to, kar so nekako si pridobili. Zdaj na en ali pa drugačen način so si pridobili, ne. In če so si to pridobili z krediti banke in gre potem to na DUTB, ne, se pravi na slabo banko, bojo te ljudje soočeni s tem, da bojo izgubili te stvari, ne. Zdaj, po drugi strani pa potem, ko gledamo, kako se je kasneje ta zadeva razvijala, pa tudi kaže na to, da je morda marsikdo od njih tudi nazaj to dobil, ne, pa tako dalje. Res, veš, o takih stvarih je težko govoriti brez nekih konkretnih dokazov, ne. Jaz ne bi rad, mislim, čisto pavšalno nekoga obtoževal, ne, za tisto, kogar bi obtožil, je fajn, da imaš za sabo nekaj trdnega, da lahko rečeš, ne. Ja, sej, tukaj imam v bistvu novo zanimivo vprašanje in sicer glih pred kratkim smo gledali spet te afere, pa maske, pa podobne zdaj, pa se mi zdi, da potem imamo avtoceste, predore. Se mi zdi, da pri vsakem projektu pri nas se zgodi neka afera, kjer potem ljudje dobijo občutek, da politika pobere spet nek svoj delež zase, nekdo na ministrstvu svoj delež zase in projekti se napihnejo, a ne. Ne mi povej, ker jaz ne verjamem, da so te politiki, te ministri in tako naprej, bodi si tako neumni, da bi delali tako bedaste napake, po drugi strani tudi ne verjamem, da so tako pokvarjeni. Je to res tako težko v politiki, ko enkrat prideš tja, je res tako težko delati stvari, no bom rekel pošteno, ampak tako, ja, pošteno, ne? Ali se moraš res oddolžiti nekomu očitno, ali kako je to? Se moraš oddolžiti nekomu, da je toliko enih, recimo temu, preplačevanj in tega, ker se mi zdi, da skoraj ni projekta, ki bi bil nekako normalno izpeljan. Vedno je nekdo izbran na nekem, na nekih teh javnih razpisih, ali že naprej dogovorjeno v Sloveniji, ali je to res pri nas vse tako? Lej, če vzamemo recimo TEŠ6, ne? Ja. TEŠ6. Jaz verjamem, da se je tam marsikdo umastil, ne? Ne verjamem pa, da je imel kakšen poslanec kaj od tega. Okay. A veš? Lahko, da je tudi imel, recimo, lahko, da je imel tudi kak minister kaj od tega, ampak za poslance bi bil skoraj prepričan, da ne, a veš, ker poslanec ne nazadnje, a veš, zakaj pa bi podkupoval, bo rekel, po domače povedano, poslanca, ne, če se lahko, in recimo 45 ali pa 46 njih, ne, če se lahko morda s kom drugim zmeniš, ne, pa gre zadeva lažje skozi, ne. Tako da, jaz bi rekel, glej, jaz ne verjamem, da je med poslanci, da je tega veliko, ne. Morda so kakšni posamezni primeri, pa tudi, veš, tudi tam, saj ne veš, saj ni nujno, da je vedno zraven denar, ne, lahko da ti tudi reče nekdo, lej, te bom pa pol, ko boš kandidiral, podprl, ne. No, saj to. Te subtilne oblike podkupovanja, ne, se mi zdijo, so v bistvu še bolj v realnem svetu prisotne. Recimo, zakaj bi dal nekomu denar, če mu lahko pol po koncu poslanske službe ali pa ministrske službe obljubiš službo, pač nekje drugje, ne. Mislim, lej, ne vem, to je za mene je v bistvu to zelo tuje področje. Jaz sem prišel v bistvu iz gospodarstva, šel sem nazaj v gospodarstvo. Vem, da, mislim, nekako, da če bi želel, bi mi lahko verjetno zrihtali službo tudi nekje, ne,
Tako. Bi ti torej pomagala področje, no? Se ti zdi, da ti pomaga torej ta poslanska služba, vseeno malo ti dobiš nek socialni krog ljudi, da potem lažje dobiš neke koristi, ko prideš ven iz parlamenta? Ne? Zunaj je to definitivno minus. Definitivno je to v družbi minus. Pomagati pa seveda, če želiš dobiti službo na kakšnem od državnih ali pa recimo na kakšnem ministrstvu ali pa kaj takega, ne. Recimo bivši minister pokliče trenutnega ministra pa reče, dej, lahko za tega malo poskrbimo, ne. Razumem te, ja. Zakaj bi pa to minus za pa privatno sfero? Ko si bil enkrat v politiki, si pač ožigosan kot politik pa itak ni nič dobrega. Ja, razumem. Ko si prej omenil glasovanje, pa da imate veliko tega glasovanja, koliko je tega dejansko količinsko? A to rabaš to skozi študirati te papirje? Jaz tako v šali, pa v resnici je čisto res, pravim, da v bistvu nikoli nisem toliko delal za tako malo denarja, ko sem bil poslanec. Res? Ja. Torej kar. Tako da, mislim, in to lahko tudi čisto objektivno preverim, ker takrat se spomnim, recimo, kolikokrat sem šel lahko po otroke v šolo, na roditeljske sestanke, na govorilne ure, pa tako v bistvu nič od tega nisem mogel delati. Vse to je... Si bil stalno zaposlen z... Ja. Si bil stalno zaposlen z razpravami in tako ali kako? Seja parlamenta poteka tipično en teden na mesec, kar se sliši neveliko. Potem imaš pa še v tem vmesnem času, v 3 ostalih tednih, imaš pa potem seje odborov, kjer pač odvisno poslanske skupine enkrat, dvakrat, trikrat na teden pade, pa imaš pa še koalicijska usklajevanja pred vsakim odborom, pa imaš pa še strankarske, mislim, znotraj, poslanske skupine, in pa še individualno, kolikor si pač sam nakopljaš tega, pa še da pregledaš gradivo itd. In se tega kar nabere, Zdaj je pa to čisto odvisno od človeka spet, Jaz vem, da marsikater poslanski kolega ali pa kolegica, je pa to precej bolj na lahko, sploh v večjih poslanskih skupinah, kjer recimo področje pokrivaš, samo eno področje ali pa samo pol področja, pa če si vse vzameš tako bolj nalagano, pa ti še vse razprave napišejo strokovni sodelavci, potem pa prideš do tega, ko sem slišal, da en poslanski kolega toliko smučarskih dni, kot takrat, ko je bil poslanec v opoziciji, še nikoli ni imel, Se pravi, zelo velik, Tako da to je zelo različno. Vem pa, da nekateri so še bistveno več, bili bistveno bolj delavni, recimo, kot sem bil jaz, Torej, po domač povedano, lahko si pač, tako kot marsikje, lahko si 24 ur na dan v tem, ampak če pa gledava tisto najmanjšo točko napora, ki ga lahko daš za to, je pa tudi kar zelo majhna, je pa tudi zelo malo napora. Pa če gledamo še to, da si bil ti z manjše stranke, kjer ste mogoče res mogli malo več delati, nekdo, ki je pa z večje stranke, pa lahko res veliko vegetira, pride tja samo občasno. Vse me zanima še to, kako to, da je tokrat parlament prazen pri kakšnih glasovanjih? Kaj to ljudem poslancem se ne da prijeti? Vse pri glasovanjih ni prazen. Prazen je pri razpravah, Takrat, ko so razprave, mislim, pa tudi pri glasovanjih je večinoma kar dosti jih manjka. Pri glasovanjih bo tipično vedno tam enih 70-80, če je pa zelo pomembno, bojo pa kar vsi.
Ne, tam je kar dobra udeležba na glasovanjih, na razpravah je pa tako, če se ti razprava tiče, Zanimivo, ja. če imaš kak cilj, če ne, pa ne boš, lahko poslušaš tudi v poslanski pisarni, pa zraven, ne vem, študiraš kako drugo gradivo, pa greš potem samo takrat, kadar je smiselno. Lej, je pa tudi tako, saj imaš tudi razne teme, ki pa dejansko so bolj zaradi reda, kot zaradi česa drugega. Recimo prevzem nekih evropskih direktiv. Ne vem, direktiva o gradbenih elementih, kjer v bistvu vzamejo evropsko direktivo, pa prevedejo v člene in potem to gre čez parlamentarni postopek. Pa koga to briga v bistvu, a veš, tako. Evo, zdaj so prišla na zadnjem delu vprašanja, oziroma na zadnje vprašanje, ki si ga v bistvu lepo nakazal, in sicer glede direktive, oziroma bom tako rekel, glasovanje. Ne vem povej, a je vsako glasovanje, ki ga imajo v parlamentu, a to v bistvu pomeni vsako novo generacijo, regulacijo, a torej vsako glasovanje, ki ga parlament ima, a to pomeni nov zakon nekje, nova regulacija nečesa, a tudi kdaj ukinja kakšen poseg v svoboščine? Ja. Vsak v parlamentu se sprejemajo zakoni, ampak velika večina zakonov je zakon o spremembi zakona. Veš, kar pomeni, prej si imel recimo, ne vem, kot sem omenil, zakon o gradbenih elementih, potem sprejmeš pa zakon o spremembi zakona o gradbenih elementih. Zdaj, a imamo dva zakona ali imamo enega? Veš, v bistvu imamo dva, Ja, saj to. Potem pa sprejmemo še uradno prečiščeno besedilo zakona o gradbenih elementih, ali imaš zdaj 3 ali imaš enega? A veš? 3. No, 3, v resnici, ampak potem pa sprejmeš zakon o gradbenih elementih verzija 2.0, ki večino, recimo 90% prepiše iz prejšnjega zakona, pa da še nekaj novega, in pa imaš pa samo enega, ker je ta pa preklical vse ostale 3, ampak v resnici so vsi 4, No, evo, točno to je moja teza. A ni to samo v bistvu nalaganje neke kompleksnosti v družbo, pa nekih omejevanj svoboščin v bistvu? Iz leta v leto, ne? Ja, ali pa ne, se lahko pa je zadnji zakon tak, da prekliče vse, kar je od 3 so imeli, pa zamenja vse z enim členom, Ampak, lahko ja, ampak kako se pa res dogaja? Čisto tvoja teza, ali se bolj nalagajo? Normalno, da regulacije v bistvu več ali manj naraščajo. Ampak vprašanje je tukaj, a si morda to ljudje ne želimo. Veš, gre pa za take zadeve, ti greš v trgovino, pa kupiš kajmak, pa prideš domov, pa ga probaš, pa si nezadovoljen z njim. In začneš robantiti naokoli, da pač bi moral biti kajmak, bi pa moral biti tak, kot ti misliš, da je. In pa, ker imaš nekega znanca, ki je novinar na RTV-ju, naredijo prispevek o kajmaku na TV tedniku, ker se bližajo volitve, gospod Židan, potem, ki je bil recimo minister za to področje, ja, pišu, to pa res, zdaj me pa ne bojo volili, če ne bom sprejel pravilnika o tem, kakšen mora biti kajmak v Sloveniji. A veš, zdaj, in potem imaš na koncu pravilnik o kajmaku. Zdaj, a je svet zaradi tega boljši ali slabši? Je slabši, definitivno. Zdaj vsaj veš, kak kajmak boš dobil. Po drugi strani imaš pa en pravilnik več. In zdaj, še boljši ali slabši je pa stvar naših vrednostnih odločitev. Jaz ti dam prav, če rečeš, da je slabši. Če bi tvoj kolega rekel, da je boljši, ker je ljubitelj kajmakov, bi pa dal prav tudi njemu. Oba dva imata prav. Ja, jaz bi tako rekel, mogoče v ozkem pogledu, torej, če gremo sam na kajmak, da bi lahko bil boljši, ampak kaj pa posledica tega, da pa uničaš vse ostale ljudi, ki bi pa mogoče želeli narediti svoj kajmak, pa ga dati na tržišče, pa nekaj novega narediti, ustvariti, da je v bistvu te ljudi zatreš že v kali.
Saj oni pa pol naredijo kajmak z malim k-jem, ne? Pa je tudi vse v redu, ne? A veš, ampak je pa tu, kar pa je tu zanimivo, je pa, da ima Državni zbor celo eno uredbo ali pa ne vem, ali pa celo v poslovniku napisano, da je potrebno vsak zakon po vsaj, mislim, da največ 3 letih preveriti, ali je dosegel svoj namen in kritično preveriti, ali je skratka bilo doseženo to, kar se je želelo doseči, ne? Okay. Kaj misliš, koliko se to uporablja? Ja, se to, ja. Kdo to preverja? Nič, okej. To se ne dela. Kdo bi pa mogel to delati? Ja, ponovadi ministrstvo, ne? Okej. Torej, ministrstvo bi moglo evalvirati svoje lastne odločitve. Ja, ne, ampak saj tu gre za to, ne, je kdo pa ne drug, ne? Če imaš Državni zbor, če imaš vlado, pa če imaš sodstvo, ne, kot 3 neodvisne veje oblasti, ne, ena od teh 3 more, ne. Zdaj, sodiščem nekako ne moreš dati evalvacijo tega, ne, ker gre tukaj za, ne vem, Državni zbor tega tudi ne more, ne, ker Državni zbor je formalno zakonodajalec, ne, se pravi, ostane vlada, ki je pač pripravljalec tudi, ne. Ampak veš, to ni tako narobe, ne, pač bi sedaj recimo Janševa vlada preverila ukrepe, ki jih je, ali pa zakone, ki jih je Šarčeva ali pa Cerarjeva vlada sprejela, ne, in bi lahko naredili evaluacijo in... Zato moramo imeti pa stalno, recimo temu, izmenjavo oblasti, ne, da niso skozi eni in isti gor. Absolutno bi bilo to zelo dobro, no. Ja, tukaj mogoče za konec lahko... Če smem še tega omeniti, ne, takrat v mojem času smo sprejeli zakon, oziroma so sprejeli, ker jaz sem bil močno proti, zakon o urejanju dela na črno ali nekaj takega, ki je uvedel vrednotnice, ne. Neke vrednotnice in takrat je bila ful neka fama, kaj bo to zdaj vse povzročilo, pa tako, ampak je v resnici nek dodaten birokratski papir, ne. Veš, krasen primer, ko bi res lahko pogledal, ne, po 3 letih, koliko pa je zdaj teh vrednotnic, a se to dejansko sploh splača, ne? Ja, ali pa blagajne, ne, ki so jih sprejeli, ne, te davčne, ne, blagajne, ista zadeva. Ampak, veš, tega tudi, ko se oblast zamenja, nekako kar nočejo delati, no, ne vem, zakaj ne. Nimaš razlage, zakaj to tako? Pa toliko se sovražijo med sabo, bi se človek mislil, da si skozi gledajo pod prste, pa probajo rušiti to, kar je prejšnji delal, ne? Lej, v resnici, ne, bi vsaka taka ocena bila podvržena tudi temu, da gre za politično oceno, ne? To pa ni strokovna ocena, to je pa zdaj politična ocena in, a veš, kakšno ima pa to smisel spet, ne? Okej, razumem. Ja, daj pol mogoče za konec še pol svoje misli, kako bi pa zdaj lahko organizirali naš slovenski politični sistem, da bi funkcioniral, ker če te prav razumem, ne funkcionira glih zelo, oziroma saj tudi ljudje sami bi se verjetno strinjali, ne funkcionira glih tako, da se ljudje čutijo, kot da oni odločajo, ne. To se mi zdi dosti nevarno, zato ker v bistvu taka demokracija težko na dolgi rok preživi, ne, če se ljudje nekako čutijo stalno, da jih nekdo prinaša naokoli. Kako bi naredil mogoče, ne vem, politike po eni strani bolj odgovorne ljudstvu in tako naprej, no? Mislim, v Sloveniji ima ustava določa to, da imamo 3 veje oblasti, ne, se pravi izvršno, zakonodajalno pa sodno, ne. Ampak jaz imam pogosto občutek, da v Sloveniji, bo rekel, zakonodajalec preiskuje stvari, ne, v okviru svoje preiskovalne komisije, se pravi, zakonodajalec preiskuje, vlada je zakonodajalec, ker večino zakonodaje, bo rekel, roko na srce predlaga, ne, sodstvo, ne, pa za svojim presojanjem zakonodaje oziroma ustavnim, pač z razveljavitvijo in s ostalimi zadevami v okviru ustavnega sodišča, ne, pa pač dela tudi kar izvršno funkcijo občasno, ne, nalaga, da morate to narediti tako pa tako in tako dalje, ne. Zdaj, morda bi veljalo, da bi vsak delal svoje delo, ne. Naj vlada, ne, je izvršna funkcija, zakonodajalec naj
pripravlja in sprejema zakonodajo, ne, se pravi, da bi kup unih stricev pa tet na ministrstvih, ki pripravlja zakonodajo, šlo dejansko po državni zbor, da se to tam pripravlja, sodstvo ne pa pač sodi, ne, in naj to dela dobro, ne. To je, bo rekel, ena zadeva, drugače pa, lej, ljudje sej nam vladajo, ne, in njihova oblast izhaja iz njih. Mi smo tisti, ki moramo biti, ki moramo za to poskrbeti, da se nas bo poslušalo, ne. In čist nič narobe ne bi bilo, da bi šel, bo rekel, vsakdo med nami, kdaj pa kdaj na pogovor s kakim poslancem, ne, mu povedati kakšne stvari, čeprav, lej, od unih pogovorov, ki sem jih jaz imel, ne, Bože sačuvaj, ne, tako bom rekel, ne. A to si imel pogovore, to so tako čist ljudje prihajali do tebe, čistko lajki? Ja, tu imaš poslansko pisarno, pa se napovejo, pa pridejo, ne. Od takih, ki bi radi, da jim ti podpreš njihov poslovni načrt, do takih, ki bi radi službo imeli, itd. itd. A veš, to so... Rentniki bolj ali manj. Ja, vse sorte. Iskalci nekih rent in denarja. A veš, predvsem je tukaj, predvsem bi rekel, da je angažma nas vseh zelo pomemben, ne. Zdaj, in to mi rekel, tudi te protesti, ki so, ne, ki recimo trenutno potekajo vsak petek, ne, meni sicer ni jasno, zakaj so tam, pa kaj bi sploh radi, ne, ker to, da bi ti rad, da vlade več ni, ne, ja, lej, super, jaz bi tudi kaj rad, ne, ampak vseeno do neke mere je pa pozitivno to, da so se ljudje vsaj angažirali, ne, za moje, bo rekel, po mojem mnenju za povsem napačen cilj, ne, in ampak, a veš, vsaj kaj je od njih, ne, a veš, to... Razumem, vsaj nekaj želijo vplivati, ne, ne. Drugače pa, zelo veliko bi lahko recimo mediji povzročili, če bi precej bolj objektivno poročali o zadevah, če bi bolj, bo rekel, kritično, ampak objektivno kritično analizirali situacijo, ne. Samo, zdaj sem že na tem, ne, kaj bi bilo, če bi bilo, ne, kaj bi moral nekdo drug narediti, ne. Ne vem, morda mora miniti še nekih novih 40 let, da bomo se nekako nazaj spravili v neke, recimo, bolj švicarske okvire, ne. Ali pa se tudi tedaj ne bomo, ne. Saj, veš, če pogledamo tako vzhodno od nas, ne, pa saj smo lahko v bistvu še srečni, ne, da imamo takšno stanje, ko imamo, ne, ker tam recimo Belorusija, Kazahstan, Uzbekistan, te, ki so vzhodni, ali pa ne vem, Arabija, pa tako, saj tam pač demokracije ni, ne, veš, tam imaš neke despote, ki pač vladajo in to je to, ne, ali pa cela Rusija, ne nazadnje, do nekih bližjih držav, ne, tako da, ne vem, vse morda pa ni tako slabo, morda bi bilo še slabše, ne. Ja, ne vem, mogoče se tega ljudje niti ne zavedajo, ne, v demokraciji, da bi bilo lahko še slabše, ne. Ja, mislim, predvsem angažma ljudi, ampak nek razumen, ne, čeprav, lej, spet, jaz govorim o razumnem, ne, hkrati je bila pa ena mojih večjih spoznanj v parlamentu, da tam razuma ni prav veliko, ne. Ja, no, vse to. Da tam bistveno bolj kot argument moči šteje, čigav si, ne. Da veliko ljudi deluje tam po principu, evo, ta je pa naš, mi smo to, mi in se skrivajo za množico in se požvižgajo na to, na vse argumente, ki so rečene, ne. Ampak zdaj, spet, a je to kaj slabega? Morda je to slabega za mene, ker, bo rekel, dajem veliko več na razum pa na te stvari, ne, za nekoga, ki pa daje veliko več na, če rečemo temu, pripadnost. Pa ne sem pripadnost, na sodelovanje, a veš, ko se lepo sliši, na sodelovanje, na ne vem, veš, je pa za njega tisto boljše, ne, in zdaj, zakaj bi bilo moje mnenje več vredno kot njegovo, ne? Tako. Ja. V politiki se moraš tudi tega nekako zavedati, ne, da ne glede na to,
koliko se ti zdi mnenje drugega trapasto, ne? Še vedno je to njegovo mnenje in še vedno ima tisto njegovo mnenje za sabo ravno toliko glasov, recimo, kot tvoje mnenje, ne? In zdaj ga ne moreš zdaj ga boš pa kar rekel, zdaj pa ta je pa trapast, to je pa brez veze. Pa ne glede na to, da se ti to zdi, ne? Še vedno je to pač njegovo mnenje in ti moraš z njim najti neko skupno rešitev, če želiš najti, ne? Razumem te, ja. Ja, lej, sej, a ni trenutna vlada nekaj probavala za tem, da so podali bojda neko roko sprave opoziciji za pogovore in oblikovanje politik, ampak kot si sam rekel, ne, roke niso sprejeli, ne, večinoma. Meni se zdi, da so v bistvu tudi zelo nerodno zavrnili, ne? A so jo oni tudi narodno podali ali samo narodno so jo opozicija sprejeli? Lej, težko bi rekel, da so narodno podali, zato ker to roko je bila poslana že v mandatu 2004-2008, se mi zdi, kjer pa je potem Pahor na strani SD to sprejel in so dejansko skupaj nekaj delali, ne? Tako da tukaj je šlo za ponovitev te zgodbe. Pa jaz mislim, da, ne vem, po mojem bi opozicija tukaj mirno lahko rekla, gledajte, mi smo konstruktivna opozicija, seveda bomo podprli vse vaše dobre predloge, super, da boste prihajali z njimi, super, da se boste usklajevali z nami, ne. Saj še vedno lahko vse mirno zavrneš, ne. Tam očitno je sedaj prevladala ta struja, da... Mržnja. Da v bistvu, jaz sem že marsikdaj rekel ali pa zapisal, edini program Levice je Janez Janša, ne? A veš, pa ne Levice z velikim L-jem, ampak Levice z malim L-jem. Te leve politične sfere, njihov edini program je Janez Janša, njega je treba v celoti prikazati kot neprimernega za vodenje države, za vodenje česarkoli. In če to uspeš narediti, potem pač si zmagal, ne? A veš, in je to tak lep, enostaven cilj, relativno enostavno izvedljiv, precej enostavno je izvedljiv, kot da bi dejansko naredil kaj dobrega za ljudi, ne? A veš, pa jaz nisem njegov kak velik fan, ne, da smo se na jasnem, ne. Ja. Vseeno bi si rajš videl v tej slovenski politiki precej več spopada idej, kot pa, bo rekel, tega golega medosebnega obračunavanja, ne. Okej, ja, to se strinjam, ne. Ampak to je zato, ker oba midva misliva tako, ne, racionalno, ne, torej moč razuma in idej bo na koncu zmagala, ne. Žal ne. Ja, okej, Marko, hvala ti za tale pogovor. Bomo še kdaj kakšno temo odprli. Torej, današnja tema je bila vse zanimiva in sicer, kako dejansko deluje politika iz prve roke. Je z nami Marko Pavlišič, nekdanji poslanec. Tako da, Marko, hvala ti in se vidimo na treningu, ne? Se vidimo jutri.